Situacija, lahko rečemo, ni enostavna, je zahtevna. Najbolj prizadete kulture so seveda vse te, katere so še danes v vegetaciji. To se pravi, da še niso, zrele za pobiranje, za trganje, za žetev. Koruza, soja, in ostale poljčne, se pravi tudi travinje. Na Krškem polju je tudi nekaj živinorejskih, kmetij, ki še kar vztrajajo, ampak ob taki suši, za živino pridelati, kvalitetno, voluminozno krmo je izredno težko, ker ne bo zrasla. Določene vrste, se pravi detel, lucerna in tako naprej, so malo bolj odporne na te ekstreme, ampak kljub temu jih takšna vročina nad 38 stopinj ustavi. Ti pridelki so, že danes, lahko rečemo, prizadeti, tako da v letošnjem letu, ne bo iz te koruze nič, zrnja seveda. Kar je pa teh suhih bilk, so pa prav tako skoraj neuporabne, razen za silažo, in ta silaža je izredno prazna, če ne vsebuje zrnja. Vsako leto, se tudi, kmetijsko ministrstvo, in, Kmetijsko-gozdarska zbornica odzove na, sušo. Tako bo tudi letos, saj obljubljajo na kmetijskem ministrstvu, da so določene ekipe že na terenu, že ocenjujejo, te zgodnje posledice suše, ki se je, že dogajala v spomladanskem obdobju. Sedaj v poletnem obdobju se pa to samo še stopnjuje. Tu pod nami, smo na bazenu, vode, se pravi celo Krško polje, Krško-Brežiško polje vsebuje tudi podtalnico, podtalno vodo. In tu pod nami, cirka 6 metrov globine, se nahaja vode dovolj. Večji predelovalci, kmetje, imajo v interesu, da bi, celotno Krško polje bilo opremljeno z namakalnim sistemom. Prav gotovo je, smiselno izgradnja tega, ker tudi če ne uporabljaš kmetijsko zemljišče, ga lažje daš v najem, ga lažje daš v proizvodnjo, kakor pa, če zemljišče ni namakano.